Lepo pozdravljeni. Najprej hvala za vašo udeležbo, čeprav je bila izjava sklicana malce na hitro, pa vendar zdi se nam prav, da predsednica republike, dr. Nataša Pirc Musar, pojasni ozadje dogajanja po včerajšnji tiskovni konferenci organizatorjev Pohoda za življenje 2023 in pa dogajanja, ki je sledilo potem. Predsednica, izvolite. Hvala lepa in en lep dober dan. Morda za začetek, ravno kar sem se pogovorila s 3 člani mladinskega sveta predsedničinega, eden se žal sestanka ni mogel udeležiti zaradi službenih obveznosti. Pogovor je bil konstruktiven, v prijetnem vzdušju, bi pa želela poudariti, da moja odločitev po tem pogovoru ne bi bila čisto nič drugačna. Zdaj bom pojasnila, zakaj. Kot predsednica republike moram, pa ne samo moram, tako tudi čutim, paziti na to, da je kultura dialoga v Republiki Sloveniji na najvišji možni ravni. Sem izjemna zagovornica pravice do svobode izražanja, ampak veste, pravico do svobode izražanja ima čisto vsak posameznik v naši državi. Preden elaboriram naprej, moram jasno in glasno povedati, da sem velika zagovornica pravice do splava, pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, in tu se z gospo Saro v celoti strinjava. Sem izjemna podpornica mladih, mladinskega aktivizma. Od članice posvetovalnega telesa za mlade in od vseh članov pa seveda pričakujem, da bodo z menoj delili skrb za kulturen dialog. Tudi če se o določeni temi drug z drugim ne strinjamo, sem prepričana, da lahko to svoje nestrinjanje izražamo na dostojen način. Velikokrat se nam na koncu zgodi, da rečemo, smo se strinjali, da se ne strinjamo. In kje sem si sama postavila mejo v tem dialogu? Če nekdo organizira nek shod in govori o svojih razmišljanjih, poda tam svoje argumente, se mi zdi nedostojno in z vidika kulture dialoga neprimerno, da se v ta prostor svobode izražanja poseže na način, ki na koncu prinese konflikt. Če karikiram, ne vstopamo na dvorišče nekoga, ki ima pravico na tem svojem dvorišču povedati svoje mnenje, jasno in glasno. Morda lahko dam še eno primerjavo. Ko smo v času covida imeli petkove proteste kolesarjev, sem se takrat še kot odvetnica, kot pravnica, ki se ukvarja s človekovimi pravicami, oglasila, da ta prostor mora biti in da ga nihče nima pravice omejevati. Takrat sem jih poslušala seveda z desne strani. Ko sem se danes oglasila s povsem istim argumentom, da ima tudi druga stran pravico do tega svojega prostora, brez vmešavanja drugih, da povedo svoje mnenje, sem jih prejela z leve strani. Sprejemam, kot predsednica republike še sploh. Moja naloga in dolžnost je, da se oglašam ob takšnih situacijah in povem svoje stališče. Jaz upam, da sem ga dovolj jasno in glasno zelaborirala, kje vidim problem pri reakciji kolegice Sare. Sprejela je ta argument, odgovorila sicer, da je po duši aktivistka, da je to del aktivizma. Tu se kot predsednica republike pa z njo nisem strinjala. Še enkrat bi pa rada poudarila, da o vsebini sami, torej o tem, da so mladi zagovorniki pravice do splava, prav je tako in v tem jih bom vedno podpirala. Zdaj sem seveda pripravljena odgovoriti na vaše vprašanje. Zdaj pa bomo uspeli 3 vprašanja, tako da kar izvolite, pa če se predstavite na začetku. Lea Majce, Lea, pardon, te bom jaz. Hvala, Rec. Če je bilo pravilno moč razumeti gospod Saro, je dejala, da naj bi tudi druga 2 člana v
tega mladinskega sveta njej v podporo izstopila iz njega. Ste se danes kaj pogovarjali o tem in kako to komentirate? Smo. En član je danes odstopil, od 2 članov pa še pričakujem to informacijo. Sama bi si želela, da to telo, to mladinsko posvetovalno telo pri predsednici republike deluje še naprej. Odgovor od preostalih 2 članov pričakujem v prihodnjih dneh in potem bom seveda tudi sama sprejela odločitev, kako z aktivnostmi naprej. Sara Neubauer, NN. Govorili ste o tem, da je treba tudi protestirati na dostojen način oziroma izražati svoje mnenje. Zanima me, glede na to, da se napoveduje pohod za življenje v soboto, najbrž tudi še nek protipohod, ali se vam zdi tako postavljanje zastavic, pa molitve pred bolnišnicami, gre pri tem tudi za neko tiho in sistematično nasilje, kot so povedali v nekih feminističnih organizacijah danes, da se govori o splavu kot o umoru, da se o ženskah, ki so primorane v to, nobena tega ne naredi zato, ker bi to si želela, da se o njih govori kot o morilkah. Se vam to zdi dostojno, se vam to zdi primeren aktivizem? Ne. Naj tu jasno in glasno povem, da menim, da bi vsak državljan in državljanka v Republiki Sloveniji moral sprejeti in čuvati ustavne pravice, ki so zapisane v slovensko ustavo. Tu v tem primeru res govorimo samo o načinu poseganja v komunikacijo drugih. Govorimo o temeljni človekovi pravici do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, ki je ustavna pravica. Tu je moje stališče jasno, ampak moj poudarek danes je pravica do svobode izražanja. Tudi ljudem, ki imajo drugačno mnenje, je potrebno pustiti prostor, da povedo svoje argumente, da protestirajo, prepričujejo. Ampak, veste, ta pravica mora ostati nedotaknjena tudi za njih. Kaj si mi o njihovih besedah in izvajanjih mislimo, je povsem druga stvar. To, da se govori, da gre za umore otrok, na to absolutno težko pristajam. In sama osebno ne mislim tako. Gre za najtežjo odločitev ženske, ko naredi ta korak. Res najtežjo odločitev ženske. Lahko vam morda povem še eno zgodbo iz preteklosti. Ko so pred leti, ko sem, seveda takrat še nisem bila predsednica, pred ginekološko kliniko v Ljubljani stale aktivistke, ki so proti splavu, sem se tudi takrat oglasila in jih prosila, naj se od tam umaknejo. Da tam ni prostor za to, ko v kliniko vstopi ženska, ki je sprejela najtežjo odločitev v svojem življenju. Še enkrat poudarjam, tu govorim o svobodi izražanja, ki jo ima vsak, pa če se še tako ne strinjamo s takšnim posameznikom, in pravica do svobode izražanja je temelj čisto vsake demokracije. Če bomo mi s poseganjem v ta, rekla, tisti intimni krog posameznika ali pa večjih posameznikov, ko to tudi javno nekje povedo, če bomo v ta krog posegali na način, ki povzroča konflikt, to za demokracijo in za svobodo izražanja nikakor ni prav. Hvala. Še kakšno vprašanje? Še eno. Jaz bi ob tem trenutku sam še poudaril 2 stvari. Ena je, da smo se mi, preden smo izvedeli, da je bila na tem protestu, odzvali na vabilo na ta shod, kjer smo jasno povedali stališče predsednice do tega shoda in ta odziv je tudi v tem odzivu današnjem objavljen. Se mi zdi, da je bilo malo spregledan. Druga zadeva pa kot napoved, veste, da predsednica organizira predsedničine forume, prvi na temo zdravstva, drugi bo že to jesen na temo prehranske suverenosti in samooskrbe, no in tretji, že vnaprej predviden, bo pa naslednje leto spomladi ravno o problematiki medvrstniškega nasilja, nasilja nad starejšimi in pa spoštljive medsebojne komunikacije. Toliko za informacijo. Če morda lahko samo še jaz dodam to,
če vam je Sara slučajno rekla, da je šele danes zjutraj izvedela za to mojo odločitev, to ne drži. Ne. Mi smo že včeraj zvečer to skomunicirali z člani odbora. Jaz sem to odločitev sprejela včeraj zvečer po vsem tem, kar sem slišala, videla in tudi sama prebrala. In tudi vsem sem danes povedala, da sem hvaležna za ta pogovor z vsemi, ki so prišli, vsi trije, ampak da moja odločitev ne bi bila drugačna. Ja. Sara Dvorjak, Televizija Slovenija. Kdo od preostalih 3 članov odbora pa je odstopil? Vid, kako se Vid piše? Čeplak Mencin. Prosim? Čeplak Mencin. Aha, Vid Čeplak Mencin, ja. Ja, dovolj, ja. Torej k temu, da naj vi odreagirate, so pozivali številni politiki desnice, ali ste jim podlegli, ali je bila to vaša suverena odločitev? Je to kakorkoli vplivalo na vašo odločitev, ker je bilo tega po Twitterju res ogromno? Verjemite mi, ne Nataša kot predsednica, ni takšen človek, ki bi podlegala pritiskom drugih. To je bila povsem moja suverena odločitev. Želela sem s tem postaviti mejo sebi. Tudi Sari sem povedala, da bi bila moja reakcija seveda lahko čisto drugačna, če ne bi bila članica predsedničinega posvetovalnega telesa. Jaz sem prva v vrsti, ki moram tudi s svojimi sodelavci, tisti, ki so redno zaposleni ali pa tisti, ki sodelujejo z menoj, deliti iste vrednote. Tu sva si s Saro žal na različnem bregu. Jaz si iskreno želim vse dobro, sva se res na lep način razšli, tudi prosila sem jo, naj nadaljuje s svojim aktivizmom, to je njena volja, njena svobodna odločitev, ampak z vidika funkcije predsednice republike in vseh, ki sodelujejo z mano, sem tu postavila mejo. Morda še ena stvar, ni napak, da se je ta tema danes odprla, dajmo govoriti o njej, morda si bomo znali postaviti meje drugače, takšne, ki bodo vodile k bolj spodobni in zmerni komunikaciji. Nenazadnje, veste, lahko tudi danes z tega mesta pozivam vse, ki hodijo provocirati na Pride shode, tudi tam ni mesto za poseganje v njihov krog svobode izražanja. Vse to, kar vam danes govorim, velja za eno in za drugo stran. In jaz tu želim biti načelna, pa ne načelna zato, da bom enkrat všečna eni ali drugi politiki, ampak zato, ker jaz tako želim in ker mislim, da je to dobro za celotno družbo. Hvala lepa in hvala za udeležbo. Hvala lepa. Svidenje.